prav, z ozirom na to, da ekspertom za meritokracijo ne bi v vodu razlagal svojih mislih o meritokraciji, bom pravzaprav sam začrtal delovni princip. Skratka, najprej bi v prvem imeli dva kroga. V prvem krogu bi vsak izmed udeležencev, recimo v dobrih 5 minutah, poskušal predstaviti polje, s katerim se ukvarja, oziroma tema, oziroma momenti, ki se mu zdijo relevantni, oziroma tudi za debato. Po prvem krogu bi nastopil drugi krog, ki bi pomenil diskusijo, debato med udeleženci in seveda potem, ali pa tudi ob tem, lahko nastopa še med drugim in tretjim krogom tudi vprašanja publike oziroma kogarkoli. Skratka, prvo besedo bi dal Franetu Adamu, človeku, ki je pri nas kot že sinonim za besedo meritokracija. Hvala. Zdaj seveda sam pojem meritokracije sploh ni enoznačen. Tudi skriva več pomenov. Na prvi pogled je tudi nekoliko prazen in zelo splošen pojem. Vendar, ko začnemo iti v detajle, pa nekako se znajdemo v žarišču raznih drugih pojmov, dilem, skratka pademo v bistvo družboslovne analize modernih družb. Namreč meritokracija se ne govori samo o znanju ali sposobnostih, ampak v bistvu se jo tudi presoja potem, koliko omogoča, da tisti, ki nimajo nekih privilegijev, zlasti družinskih, finančnih in tako naprej, se vzpenjajo v družbi, spravi, gre za mobilnost, za družbeno mobilnost, koliko meritokracija poveča mobilnost. Seveda so tudi trditve, kot bomo videli, da dejansko meritokracija v nekaterih državah zmanjšuje, naj bi zmanjševala celo mobilnost. To pa je pač neka posebna obrazložitev, zakaj se to dogaja. Potem so debate zaželjenosti, nezaželjenosti, meritokracije. Recimo v tem članku, če ste brali, smo ugotovili, recimo, da so nekateri avtorji, so zlasti akademski sociologi iz anglosaksonskega sveta, ki, bom rekel zdaj, večinoma, ampak v zelo velikim številu, ne samo, da so skeptični do meritokracije, ampak nekako zanikajo pomen meritokracije in sicer v imenu družbene enakosti in v imenu mobilnosti. Namreč trdijo, da je v bistvu meritokracija se spremenila v neko kvazi elito, v neko, tako rečem, neko kasto, ki samo sebe reproducira. Zato skrbijo potem tudi šolski sistem oziroma velike ali pa malo manjše privatne univerze z strogovimi pogoji, ki se v bistvu samo reproducirajo. Pravi, če starši hodijo na to univerzo, potem tudi otroci in tako naprej in se to naprej dogaja. Seveda so potem tudi drugi razmisleki. Recimo, nam se zdi popolnoma deplasirano, da recimo nekdo reče, da recimo pri nekaterih, da za funkcijo recimo ne vem, ki ima opravka recimo z medicino ali pa z neko institucionalno pozicijo recimo v medicini, da mi nismo zato, da bi se to izbiralo po meritokratskem principu.
Da ne govorim, da če bi imeli za izbiro, ne vem, 2 pilota, ne, pa bi za enega se reklo, da je pač po vseh meritokratskih kriterijih ima pluse, ne, drugi pa manj plusov, ne, zdaj, kjer ga bomo izbrali, ne, verjetno je odgovor že naprej jasen, ne. Ampak kot rečeno, je dosti teh latentnih pojmovanj in implikacij, ne, in asociacij, ki jih vzbuja pojem meritokracije. Bom sam še to povedal, kar je bi rekel, malo anekdotsko ali pa bi rekel zanimivo. Torej, prvi, ki je uveljavil pojem meritokracije, je Michael Young. To je, in sicer je to leta 1958 napisal knjigo, ki je nekakšna satira na meritokracijo, ne. Prišel je pač do zaključka, da se bo ta, bi rekel, da se bo pač to, kar pomaga, da se izoblikuje ta meritokratski razred, se pravi, to je pa izobraževanje, na nek način izrodilo, ne, da bo to proizvajalo, bi rekel, oziroma se bo prišlo tukaj do reprodukcije elit in je v bistvu to neka vrsta negativne utopije oziroma distopije. Sam je bil po političnem prepričanju in je pač deloval v politiki tistega časa, zavzemal za enakost, egalitarnost. In tukaj je nekako videl, da z meritokracijo se ne bo prišlo daleč, oziroma da meritokracija celo zakriva te neenakosti, da služi kot neka pretveza, da tako rečem, ne, za pokrivanje neenakosti, za skrivanje neenakosti. Če boš priden in če boš v šoli uspel, potem boš tudi v družbi uspel, ne. Ampak, in boš napredoval in tako naprej. Ne. On nekako ni videl te funkcije meritokracije. No, pred kratkim, to je bilo lansko leto, je pa šel en članek njegovega sina, Tobiasa, Toby Young, ki pa zastopa čisto drugačna stališča od očeta. On tudi izrecno polemizira z očetom, celo bi rekel, za moje pojme ga malo negativno opredeljuje, oziroma ga malo, da ne bom rekel, obrekuje, ampak recimo začne, moj oče je bil komunist, veste, moj oče je bil komunist, ne, je sicer pošel v Laborjem, ne, v laboristično stranko, ampak zmeraj je ostal zavezan marksistični doktrini historičnega materializma in seveda posledično tudi zavezan ideji enakosti. In tega se pač ni mogel znebiti, ne, in se to pač pozna tudi v tej njegovi knjigi, oziroma tej negativni utopiji, ki jo je naslikal, ne, ki naj bi jo povzročila meritokracija in razvoj šolstva. No, on pravi, že takoj sam pravi, da je pač iz drugih logov, da je liberalc in da ne verjame v možnost dejanske enakosti, se pravi enakosti na podlagi rezultata, se pravi, da mora biti enakost ne samo, da vsem omogočiš enake startne možnosti, to je sprejemljivo, ne? To je meritokratski princip. Ne? Vsem je treba omogočiti približno enake startne možnosti, da bodo izkoristili svoj talent in s trudom pač prišli in talentom in IQ-jem, prišli do nekih rezultatov, ki so
ki bodo podlaga za družbene nagrade. Se pravi, da tako rečem, levičarski teoretiki nekje zagovarjajo, da bi pač moralo biti v vseh pogledih prevladovati enakost, neka substancialna enakost, da je samo, bi rekel, ta enakost na začetku, enakost v začetnih možnostih, da je to premalo. No, kar se je v bistvu, on potem v tem stilu pač tudi konča ta članek in pravi, da je meritokracija nepogrešljiva in da je pač treba upoštevati vse družbene vire, vse družbene možnosti, da se vzpostavijo meritokratski kriteriji pri kadrovanju in izbiranju elit. Je pa hkrati seveda tudi poudaril ta prvi, bi rekel to prvo enakost, enakost, startno enakost, tukaj in je mislim nekje malo tudi recimo kritičen, da so sodobne družbe, recimo britanska družba, premalo bi rekel, je premalo poskrbela za to, da bi se ta startna enakost uveljavila. S tem seveda so pa nasprotniki dobili veter v jadra. In posebej pa se s tem ukvarja še en avtor, ki je pa ravno kar napisal knjigo o meritokraciji, mislim, da je to že naslov Aristokracija duha. The Aristocracy of Talent. Aristokracija talenta. No, on približno podobno razmišlja kot ta sin od tega Michaela Younga. S tem, da še bolj, bi rekel, poudarja in nekje daje delno prav kritiko meritokracije, da se je ta spremenila v neko kasto, neko, bi rekel, retencijsko elito, ki se samo sebe reproducira. Deloma je pač do tega prišlo in treba to pač preprečiti. Se pravi, odpreti pot vsem tistim, ki imajo talent in ki so sposobni tudi, da sprejmejo, bi rekel, tudi pogoje, trde pogoje šolanja in trde pogoje, ki privedejo potem do večje stopnje znanja in kompetenc. Je pa zanimivo, še to bi rekel, tudi ta drugi avtor, ima doktorat sicer iz zgodovine, je pa bil nekaj časa urednik Economista za Ameriko, če se ne motim. In seveda tudi malo bolj spada tem bolj liberalnim duhovom, da tako rečem. Ampak je pa nekako objektiven v tej knjigi, to je zdaj pa čisto zadnja knjiga o meritokraciji, ki je sploh izšla. Dobro, zdaj, jaz bi pač toliko za uvod, torej poudaril pač to protislovje ambivalentnost, samega pojma meritokracije, tudi bi rekel to, da seveda se meritokracija uporablja in razume spet na različne načine, da tukaj obstajajo tudi različni vidiki, tako rečem, simulacije meritokracije. Zdaj mnogi, ki so na položaji, simulirajo, da spodbujajo meritokratske kriterije, oziroma da
recimo ljudi za visoke funkcije predlagajo na podlagi meritokratskih kriterijev, vendar je to včasih simulacija, skratka. Ne morejo čisto direktno proti temu nastopiti, ne, ampak je simulacija. Seveda, tukaj moramo reči, da so družbe, so, kot se temu reče, ne, običajno, so zapletene ali kompleksne, ne, in uporabljajo različne pristope, ne samo meritokratski pristop ali meritokratske kriterije, ampak uporabljajo, recimo, zelo uporabljen pristop je klientelizem, ne, ko gre za izbiro za kadrovsko politiko ali izbiro oseb na elitne funkcije. Ne. Potem seveda so implicitno, vemo, da, kako je bilo že rečeno, seveda tudi moč in bogatstvo, ki se podeduje, ne, tako zvan plutokratizem, ne, je seveda zelo močan, zlasti recimo v Združenih državah Amerike, kjer jaz ugotavljam nek spoj ali neko kombinacijo plutokracije in meritokracije. Hkrati pa imamo potem, recimo, če gledamo politično, seveda ugovore, ne, na meritokracijo tako z vidika tako rečem, desne kot leve, leve strankarske pozicije ali pa svetovnega nazora, gre v bistvu za, če to z eno besedo bi rekel, populizem. Ne? Populizem tudi tako levi kot desni nekako negira ali pa poskuša meritokracijo reinterpretirati. Ne? To je tudi recimo ena stvar, ki smo jo v zadnjih letih lahko opazovali. Je pa seveda res, da meritokracija je pač eden od pojmov, ki so se veljaki označujejo to težnjo, ne, po, tako rečem, nadmoči, nadvladi ljudi, ki imajo znanje, sposobnosti, izobrazbo in tako naprej. Ne. Tukaj so še drugi pojmi, ki bomo lahko potem se dotaknili, tehnokracija, scentokracija, epistokracija, ekspertokracija in tako naprej. Dobro, s tem bi jaz končal in bi se potem pozneje še bo potrebno vključiti diskusijo. Hvala. Jaz se v manjši dilemi, kot demokrat bi vsem dal približno enako količino časa, ampak stališča meritokracije pa seveda Frane zasluži bistveno večjo količino časa. Namreč, če bomo v Franetovem tempu nadaljevali, potem bo velik problem časovni. Ampak, kot rečeno, meritokracija ti govori v plus. Sem v glavnem vse povedal. Okay. Skratka, besedo dajem Maruši Goriši. Jedrnata in Tajša. Jaz bi se mogoče navezala na nekaj, kar je že bilo povedano in predvsem na omembo te najnovejše knjige. In sicer je zelo zanimivo, recimo, ko sem raziskovala literaturo, v zadnjih letih, koliko enih knjig je šlo, ki so z praktično istim naslovom. Da je meritokracija iluzija, da gre za tiranijo meritokracije. V glavnem, večina knjig zadnjih let je bila res zelo, zelo usmerjena proti konceptu meritokracije, kar me je nekako presenetilo, ker meritokracija je v bistvu nek koncept, ki je zelo povezan z modernostjo, z družbo znanja, z vlogo znanja v družbi in tako naprej. Ampak večina teh kritikov večinoma je iz anglosaksonskega dela. Večina gre za kritike nekih kritike, ki nekako predpostavljajo, da v bistvu pa je ameriška ali pa recimo britanska družba pa že meritokracija. In že na tej točki se nekako zaplete ta njihova debata. Mi pa je všeč, recimo, bi omenila prvo na tem mestu to najnovejšo knjigo, se pravi Adriana Buzdriča, ki je šla ta mesec. Eden od recenzentov je v bistvu opisal kot nekakšno najboljšo protiutež vsem tem kritikam meritokracije, ki se v zadnjih letih pojavljajo. Ne? On sicer, kot je že bilo rečeno, pravi, da so nekatere kritike definitivno upravičene,
Da pa se treba vprašati, ali gre to v bistvu za kritiko koncepta kot takega, ali gre v bistvu za kritiko izvajanja meritokracije kot take. Ali je dejansko problem v tem, kako meritokracijo izvajamo in implementiramo, in pa, da je ta pravo vprašanje res, ali gre, da ni vprašanje predvsem v tem, ali ima meritokracija kot take napake, ampak ali jih ima manj kot kakšen drug koncept. Tukaj se tudi zelo velik kritik postavi, se pravi, kaj je alternativa, kakšni drugi koncepti bi že lahko bili vodilni v družbi, da bi bilo v bistvu za družbo bolje. Je pa meritokracija zelo odvisen pojem in odvisen koncept glede na prostor, glede na čas, v katerem se pojavlja, glede na družbo, glede na druge družbene sisteme, v kateri je opet, tudi glede na politično situacijo, glede na družben red. Veliko pa je odvisno tudi od tega, kaj razumemo kot zaslužnost, kaj je tisto, kar nagrajujemo, kaj je tisto, kar je merit v meritokraciji, kar je lahko razumljeno zelo različno. Ne? Tukaj gre načeloma za trud, za neko sposobnost, za neke veščine, ki jih ima posameznik. Bi pa izpostavila en zelo zanimiv primer, recimo, kako lahko meritokracija in želja po večji meritokraciji v bistvu ima popolnoma različne učinke dejansko na neke družbene politike. Recimo primer Japonske in Singapurja. V 70-ih, 80-ih letih in tako naprej, ko so te azijske države stremele k večji meritokraciji v družbi, sta Japonska in Singapur v bistvu na ravni osnovnega šolstva sprejeli čisto popolnoma drugačne ukrepe. Japonska se je odločila, da bo uniformirala osnovno izobraževanje in nekako dosegla neko prostorsko enakost in potem nagrajevala trud posameznikov znotraj tega uniformiranega izobraževanja. Na drugi strani pa je Singapur začel zelo zgodnim razsvojevanjem otrok glede na sposobnosti. Se pravi, to sta bile čist v praksi šole popolnoma drugačne, oboje pa je bilo nekako s tem, da bi se spodbujalo večjo meritokratskost v družbi. Mogoče se mi zdi to tudi dobre istočnice za naprej, se pravi, kaj dejansko je meritokracija v družbi, kako jo prepoznamo, kaj lahko naredimo, da bodo družbe bolj meritokratske, pa bi pač pustila več potem še za debato. Hvala. Ta dilema singapurski ali japonski šolski sistem je najbolj še zelo zanimiva za pogledati in konkretno. Kolega Matevž pa bo gotov iz teh načelnih vprašanj o konceptu meritokracije šel v kakšno njeno dejavno moč oziroma dejavno. No, glede na to, da sem politični sociolog, bi jaz nekako poskušal zelo na kratko reflektirati, koliko relevanten je ta koncept meritokracije na področju politike. Ne. Ti Bernard si prej nekako izpostavil že neko tako zanimivo, kako bi rekel, razmerje, ali pa mogoče celo protislovje, ki si rekel, ja, kot demokrat bi storil to in to, ampak kot meritokrat bi pa storil nekaj drugega. Ne. Prav, tukaj zdaj je vprašanje, ali to dvoje gre skupaj, ne. Ali celo morda ni meritokracija nasprotje demokracije. Ne. Ker koncev, to, če pogledamo zgodovino politične misli, že od antične Grčije naprej, ne, so mnogi največji starogrški filozofi kritizirali demokracijo ravno zato, ker je po današnji bi rekel nemeritokratska, ne, ker gre za vladavino večine, ki so nekateri smatrali, da pač večina je itak neuka, to so ljudje, ki so podvrženi strastem, s katerimi se da manipulirati, ne, so izraz hoplokracija se je pojavil kot vladavina, po današnjo bi rekel vladavina sodrage, ne, in ja, smatralo se je, da demokracija, če jo razumemo kot dejansko vladavino vseh, ne, vladavino ljudstva, ne, se pač tukaj vladajo neko povprečje, ne, in to gre na škodo tistih, ki so boljši, bolj prosvetljeni, bolj moralni in tako naprej. Vemo, da kako si je Platon zamislil idealno državo. Ne sistem, kjer vlada večina, ne, ampak vladajo tisti, ki so najmodrejši. To se pravi, neko nasprotje tukaj je že v osnovi. Ne. Po drugi strani pa danes pogosto slišimo kritike politike, da je premalo strokovna, da je premalo strokovnosti v politiki. Da neki politični standardi padajo, ne, da je celo vedno več, da politika postaja vedno bolj diletantska. Ne, ker ja, če pogledamo, kaj se dogaja, recimo v Sloveniji v zadnjih letih, bi težko temu ne pritrdili, da je to vendarle nek trend. To je tudi
mnogi nekako smatrajo, ne, to, kar sta tudi videla v svojem tekstu izpostavila, ne, pa tudi v večjih drugih tekstih, ne, ja, da to, kar sem jaz pravno pisala, ne, da ja, ta vladavina ekspertov, ne, ta pogosto, ne, da ja, ne, ljudje smatrajo, ne, da morajo biti eksperti tisti, ki dejansko vladajo. Kar je spet v nekem nasprotju z demokracijo, vsaj v nekem oziru, ne, ker konec koncev, ja, tukaj, če gledamo zdaj demokratično politiko, ne, ja, tukaj, ali pa recimo nekatera druga področja, ne, tukaj lahko recimo znanost, ne, tukaj dejansko so drugačni principi, ne, po katerih se nekdo recimo temu legitimira svoj položaj, ne, tukaj bi, kot bi rekel Daniel Bell, so to različni osni principi. Ne, se pravi, v demokratični politiki gre za legitimnost v smislu neke podpore. Ne. Se pravi, nekdo je upravičen do neke pozicije, če je izvoljen, če ima neko večino ali v nekem okrožju ali na ravni države, ne, se pravi, gre za izvoljene predstavnike. Ne, in se pravi, pač vsakdo, ki ga ljudje podpirajo, pač je upravičen, ne glede na njegove osebne lastnosti, ne glede na to, tudi če morda ni ravno najbolj kompetenten, najbolj razumen, najbolj bister, ne, in ker pač ja, ne, šteje se podpora. Tisti, ki je izvoljen v parlament, ne, ja, pač ima neko legitimnost, ima neko za sabo neko podporo. Ne. Vendar pa seveda tukaj v politiki stvari niso tako enostavne. Ne. Vemo, da obstajajo različne veje oblasti. Ne. In tudi ta vprašanje meritokracije je za eno vejo oblasti bolj relevantno kot za kakšno drugo. Ne. Če pogledamo, recimo, sodno vejo oblasti, ne, tam nedvomno mora obstati neki meritokratski kriterij. Pač nekdo pač hoče postati sodnik, ne, vemo, da obstajajo kriteriji, ne, more pač takšni in drugačni, to Marko bistveno bolje ve, ne, ja, pač ne, sodnik ne more postati vsakdo, ne, niti ne vsakdo, ki ima diplomo ali pa ne, neko pravno izobrazbo, ne, ampak so potrebni še neki drugi kriteriji. Bolj više, kot je nekdo v sodni hierarhiji, višji so te kriteriji. Ne. Tukaj že imamo opraviti z meritokracijo v eni od vej oblasti. Ne. Nedvomno potem tudi v izvršni veji, ne, vsaj do neke mere pač morajo obstajati neki meritokratski kriteriji, recimo za ljudi v državni, recimo v državni upravi, ne, te, ki vodijo neke strokovne, recimo, institucije, ne, te pač, ja, se tudi pričakuje vendarle neko znanje, neke kompetence, neke izkušnje in tako naprej. Medtem ko v zakonodajni veji, ne, ki to je pa tista veja, ki je v jedru demokracije, pa situacija nekoliko drugačna. Ne, pač, tam so pa izvoljeni predstavniki, ker to bistvo se pravi demokracije je politični pluralizem, je neka reprezentativnost. Ne, in tukaj nekako je v skladu z duhom demokracije, ne, da so različne družbene skupine zastopane. Ne, in pač nekdo, ki je predstavnik, zastopnik v parlamentu, pač opravlja neko funkcijo tega zastopstva. Ne, in tukaj je ta meritokratski vidik, ne bom rekel, da je nepomemben, no, ampak da je mogoče manj relevanten kot recimo na drugih področjih, kot da bi rekel, da tudi za demokratično politiko vendarle je potrebna neka kombinacija, ne, meritokracije in se pravi tega recimo državljanskega zastopstva. Ne, da tukaj ne bi rekel, da sta si meritokracija in demokracija v nasprotju, ne, ampak ja, vendarle je potrebno tukaj demokracijo kombinirati tudi z nekaterimi drugimi principi rekrutacije na elitne položaje, kot bi lahko rekel, bi zaenkrat zaključil. Hvala za podoben pristop, ki dopušča protislovje naprej. Zdaj bi prosil dr. Blaža Bajca. Ja, mi pa sva soavtorja. Aha, skupaj. In bi prosila, ne vem, na kakšen način se... Da se bo lahko prikazovala projekt. Ja. Seveda izhajava iz tega članka oziroma prispevka, ki sta ga podala Maruša in Frane, sva obadva tudi z Inštituta za razvojne in strateške analize. In to, če se nanesem na to, kako je Matevž končal, po moje, z vseh teh, kar sem poslušala in kar je napisano v tem članku, bi bila potrebna
neka demokratizacija meritokracije iz vseh teh konceptov. Naj še pripomnim na Franetovo izvajanje, da družba znanja in pomasovljenje visokošolskega izobraževanja nikakor ni prispevalo k uveljavljanju meritokratičnih principov v sodobnih družbah. O tem sem jaz pisala 10 let, ker sem se ukvarjala z kam gredo tisti mladi z najvišjo izobrazbo, po domače povedano. No, zdaj vas bomo pa tu bomo prizemljili z Blažem sva to leto brskala in proučevala po eni strani strokovna dela o epidemijah in pandemijah, po drugi strani pa tudi dokumente o pandemijah in epidemijah iz več razlogov. In zdaj sva nekako ta svoja brskanja pripravila ta PowerPoint, ker bi bila zelo dolga, če bi eden od naju to razlagal. Sva pripravila, da boste videli PowerPoint. In gre za neko vprašanje meritokracije, ki v tem članku ni toliko omenjeno, je pa po moje bistveno. Se pravi, kako se znanja, visoka strokovna znanja, pretakajo v politične akte, v konkretne ukrepe in to uspešne in učinkovite ukrepe. Kajti v tem rudarjenju potem ogromnem arzenalu strokovnih in dokumentnih gradiv, ki jih imamo na razpolago, se človek začudi, mislim, kako je mogoče, kar se nam je zgodilo z koronavirusom COVID-19. Kako je to sploh mogoče ob tem, kaj vse obstaja na tem področju na osnovi dveh epidemij, ki sta zajeli zahodne, rečemo, moderne države, in to sta bili koronavirus SARS in pa potem še ena gripa, H1N1. In na osnovi rečemo, da pandemije in epidemije zdrmajo, če tako rečem, strokovnjake in ne samo strokovnjake, tudi organizacije. In potem se čudiš, se prevede ta strokovni arzenal rezultatov do mednarodnih organizacij, ki si potem organizirajo od mednarodna zdravstvena organizacija in so centri CDC, ki so pravzaprav izvirajo iz Združenih držav že 40 let, zdaj imamo po vseh kontinentih in po vseh državah, ker nas je to ta nacionalni In človek se res vpraša, kakšna je ta meritokracija na delu, kaj ti družboslovci, jaz kot aplikativna raziskovalka, moja izkušnja je, da mene noben ne bo slišal, pa če mislim v Sloveniji ali pa tudi v tujini s problemom presežkov diplomantov in doktorantov, ki ničemur ne služijo, niti v tujini, niti doma me noben nikoli ni slišal, še objaviti ni hotel nobeden, no enkrat mi je zdaj uspelo odporiti. Skratka, mi družboslovci se ne čudimo, ker imamo dve poti. Ena pot je, da delaš po svoje in pač ni rekel zanimivega najdeš in tisto raziskuješ, ali pa se daš za svetovalca ali ministrstvo, vi imate izkušnje, ali greš v politiko, ker doživiš pa ta preskok v politiko, ker je pa, kot bi prišel v drug svet in moš to znanje, ki ga imaš, zmečkati v neki in prilagoditi. Očevidno, če tem veste. Ja, jaz ne vem, kaj se še pridi. Ampak vem, da se zgodi nekaj, kot to znanje, ni več to znanje. Ampak tukaj, na tem primeru SARS-a, imamo pa mi tako zanimivo, kaj bi rekla, paradoksalno študijo bi jo lahko naredili. To je tudi sam za predstavico, zato šla tudi skozi. Poglejte, po izbruhu SARS-a
so mednarodne zdravstvene organizacije, kot je WHO in potem CDC, so veliko kampanjo sprožili, te izjave direktorja WHO-ja, vidite, da jasno kažejo, kaj konkretno je treba narediti in kaj nas čaka. Pričakovali so naslednjo epidemijo SARS-a že čez 1 leto, ne kasneje do 3 let. SARS je trajal od leta 2002, do konca 2002 do začetka 2004. Zelo, ko bereš o SARS-u, to bi prav koronavirusu. Z Kitajske, netopirji, kaj so že dihurji, aluni, tržnice in podobno, ampak pa spet tiste fore, da je bil že nekje jesen in gor in dol, mislim, da sem gledala virusa sta po neki sestavi različna, ampak efekti na pacientih zelo podobni in brez zdravil. In res strokovnjaki, zelo naprej, strokovnjaki na pobudo WHO so dejansko se zagnali, ampak ne družboslovci, seveda strokovnjaki iz drugih področij, medicine, imunologi, ekologi, naši naravoslovni kolegi, in so po teh smernicah, ki so bile zelo dobro narejene, od nivoja mednarodne organizacije do lokalnih nivojev, so dejansko spisali strokovna gradiva z tudi konkretnimi ukrepi. Dajte kar naprej, tega je dosti. Sem to, ker vidite, približno, koliko je bilo tega narejenih, tam na desno imate ukrepe za državljane, ukrepe za institucije. In ne, da bi bilo to, da bi bili ti nacionalni, najprej lepo lepa hierarhija, zelo lepa hierarhija preko nacionalnih do lokalnih avtoritet. In ne, da bi bile vsaj v teh deklaracijah tele nivoji prekinjeni. In ko to berete, kot da brali zdaj zakon, to je vse iz leta, znali smo uporabili vse post-SARS deklaracije, kar pejte naprej, ko pogledate, kot brali zdaj za COVID, priročnike so pisali, celo priročnike za etiko v zdravstvenih ustanovah, ker oni prvote so bila približno ista, respiratorji in kako tudi ta problem, koga zdravi, če je več na smrt bolnih, kajti pri SARS-u je bila smrtnost 9%, v populaciji med 60 pa 50%, se pravi višja smrtnost, ampak manjša pogostost. Tako da je res nastal pretlak in zelo dober, strokoven in tudi, če pogledamo tale, naprimer Centers for Disease Control and Prevention, ki so posod, to je druga mednarodna organizacija, se nekaj izhaja iz ZDA, so za vsaka poglavja, ki imate tukaj command and control, to je politika, tehnologija, tak je potrebna za informiranje, je res posod skoraj na prvem mestu. Potem vse te, to je priročnik, ki imate za vsaka poglavja izdelane spet podobne do najnižjega nivoja, kaj treba narediti. Greste naprej. In potem imate leta 1216 pa poročilo. Če ga preberete, vsi strokovnjaki v svojih člankih, če se vrnem na strokovnjake, so izrecno napisali, da se bo epidemija oziroma pandemija bila razsejena, SARS, ker je bil tako raztresen v svetu, ponovila. Pričakovali so prej in leta 16 so ugotavljali, da se pravzaprav niso stvari tako konkretno iztekle po vseh teh ravneh, kot so predlagali, a ne, kot je bilo sogledano tudi Blaž povedal, izvedene konkretne evalvacije. In zdaj se glavno vprašanje je to, kaj je zdaj z meritokracijo, ko imaš enkrat, ne zame to presenečenje, ker sem segla v naravoslovje, tam očitno bolj funkcionira ta, rečemo,
poril, da se naredi toliko znanstvenih študij, kongresov, da se potem to prevede v dokumente, ki zasegajo vse ravni družbe. V družboslovju smo tega bolj slabo navajeni, beremo neke bele knjige ali neka priporočila, ki so tudi za osnovno šolo. Ampak tukaj je narejeno res natančno, da se človek vpraša. Zdaj bom dala eno mogoče neokusno primerjavo. Ko se išče te redke kovine, ki so potrebne za čipe, in ne vem, Kitajci letijo na drugo stran meseca, Američani tekmujejo z robotiko, kdo bo prvi na Luni zbrskal, na tej strani Lune, ker tja na Luno še niso prišli. Potem po Afriki kopljejo rove in ne vem, da ne govorim izkoriščeno prebivalstva. Tam ni problem. Tam se financira, strokovnjaki odkrijejo in oni gredo. Tukaj, ko gre za vprašanje ljudi, tudi enakosti meritokratske in demokratičnosti, ko gre za življenja, ko gre za tisoče življenj, imaš vse na dlani, kaj je treba narediti, pa se ostane brez česa, pa vam puščam vbega, pa prepuščam še malo. Če dovoljte, jaz sem tukaj na govoru, sicer razrezli z tem, kaj so pa bile napravljeni koraki, konkretno gre za smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa nam kaže do velike mere to, kar je bila izkušnja iz leta 2002-2003, se pač ni prijelo, do te mere, kot bi si človek želel. Kljub temu, da so bili utemeljene smernice znanja, ki so bila podane strani ekspertov. Med skupno zunanjo evalvacijo, ki kot eden izmed teh mehanizmov, ki je pripravljala na to, da smo pripravljeni v primer take epidemije, v kateri smo sedaj pravzaprav notri, je skupna taka evalvacija bila izvedena sicer v 102 državah do leta 2018, ampak zanimivo je recimo, da med tem, ko so v Evropi bili med 14 državami Evropske regije samo 5 držav Evropske unije, sicer med njimi Slovenija, je bilo 45 držav v regiji Afrike. Tisto, kar je nam, recimo, kar sedaj v izkušnjo tega, da so že napovedi bili v teh evaluacijah, da se utegne zgoditi kakšno manjko, so konkretno 19 tehničnih področij za indikatorji, kje Slovenija ima že nekaj strokovne podlage o tem, če bi se zgodilo taka kriza, kot je. In recimo število zdravstvenega oseba za potrebe Slovenije v primeru krize je bilo ugotovljeno že naprej. Interoperabilnost regijskih civilnih registrov, se pravi, da bi podatki potekali enakomerno in učinkovito, so upozorili, da bi bilo potrebne izboljšave in pa usposabljati in vzdrževati konstantno osebe v področju informacijskih tehnologij in pa tudi na komunikacijskih načrtih, ki so bili pripravljeni, ni bilo pripravljenih recimo spremljanja govoric, kar je bila že eden izmed dveh temeljnih nalog ob samem nastopu SARS-u 15 let nazaj. Vladni dokumenti recimo tudi za pripravo določenih minimalnih resursov, ki so potrebni, pa znanj in veščin, ki je potrebno v tem, da so bili že davno pred tem pripravljeni. Konkretno so pa bila nekatera mesta, ki so bila na ta način. Ja, tle je zanimiva ta primerjava primera influence v New Yorku in v New Mexico City, kjer je CDC ZDA, Združenih držav, pač tudi delala raziskave in kar je zanimivo, da na primer Meksiko, tukaj gre za 39 milijonov ljudi za ta oba mesta in so delali tudi primerjalne študije, kar je zanimivo to, da New York je imel podobne probleme, so imeli. Težko so prišli do tistih marginalnih skupin, ki je seveda v Mexico City več, ampak v New Yorku niso dostopne za saniranje, za informiranje, za
ukrepe. Zanimivo pa to, da so pa v New Yorku imeli zdravila, za gripo se ima zdravila in so imeli zdravila, ki so jih lahko z manjšimi zastoji vseeno zelo gladko dajali in preskrbovali zdravstvene ustanove do najnižjih ravni. Dočim v Mexico Cityju pa to ni šlo tako, tudi niso imeli dovolj, tudi Američani niso imeli dovolj zdravstvenega osebja, ampak Meksiko pa nima niti zdravil toliko na voljo. In kot vidite, so bili ukrepi, A je Meksiko, B je New York, so bili ukrepi veliko strožji in taki zaprtja, karantena, mesto totalno zaprto, prepoved bivanja, območje tudi neko totalno zaprto, restauracije, to, kar smo mi doživeli zdaj v koroni, pardon, ne smemo reči korona, ker se tudi korona, torej bomo reči COVID. In šole zaprte, takrat še ni bilo računalnikov, so knjige domov nosili oziroma gradiva. Sam hočem povedati, če si revnejši in nimaš tistih najvišjih resursov, tudi New York ni bil pripravljen z, pač rečemo, temi slami, pa z zdravstvenim osebjem, pa bile zdravili, ker informacija dobro gre, Meksiko pa ne, potem so ukrepi toliko strožji, kar smo pa pri COVID-19 doživeli vsi, da ni bilo ne enega, ne drugega, ne tretjega in potem taka, rečemo, upor proti ukrepom, ker če bi vedeli, da so ti ukrepi, a ja pa še mogoče ta zanimivost, tisti zemljevita, kje je bil SARS, to smo se pa s Franetom že pogovarjali. Kje je bil SARS? Pravzaprav črna območja so tam, ker so ljudje umrli, njih bilo, veste, ni točnih podatkov SARS, ker so te evidence o epidemijah spostavili šele po SARS-u, da imamo zdaj za COVID, pač tako podatke. Takrat so podatki zbrta z dola, ampak vidite, ta črna območja niso imela tako hudih, to je Frane specialist za mednarodne primerjave, ki sva pogledala, niso imela to hudih COVID posledic, to se rekla, težav, ni bilo toliko umrljivosti, ni bilo toliko obolelih, ni bilo toliko bolnišnicah. Zdaj, ena stvar je, ki jo jaz pač na osnovi, mi dva na osnovi tega ekspozeja zagovarjava, da, ko so doživeli SARS v živo, so bolj resno vzeli vse tiste napotke in priporočila, ki so izdelale mednarodne organizacije, se niso to upoštevali ukrepov, so bili že dali skozi, so vedeli, da gre za resno stvar, so videli, da ljudje umirajo zatem in so se pač, bi rekla, obnašali primernejše. Hvala. Ja, hvala za tale case study, tudi za namig o nujni pripravljenosti na katastrofe kot sestavnega dela politike. In besedo bi zdaj predal Janezu, ki pravzaprav pozna obe strani, ekspertna vedenja in prenos tega vedenja v politično odločitev. Ja, hvala. Zanimanjem sem prebral vajen članek in ob tem sem bil tudi nekaj misli, ki bi želel deliti z vami. Predvsem se tisti del, kjer govorite o vlogi strokovnjakov pri političnem odločanju in tako naprej. Zdaj, tukaj je seveda tista zanimiva ideja, da strokovnjakov z isto stvar je veliko, da zelo različne poglede imajo in seveda si tudi odločevalci potem nekako izbirajo strokovnjake, ki bodo jim svetovali približno tisto, kar oni želijo, ne da želijo početi, ampak se jim zdi tudi smiselno početi. In po mojem to poteka po enem principu svetovno-nazovskega nečega.
Ne? Se pravi, ne zdaj tako neposredno, ta nam bo povedal tiste stvari, tako hočemo slišati, ampak ta približno tako gleda na svet kot mi, se pravi. Ne? In se mi zdi, da je to en pomemben mehanizem izbire. Ne? Drug problem, ki se pojavi, je pri takšnih stvareh, kot je COVID, pa marsikateri drugi, je da rabiš strokovnjake različnih vrst za to, da se odločiš optimalno, kako, ali pa vsaj približno optimalno, kako krmarec skozi nekako obdobje. Ne samo zdravnike, ne samo psihologe, se vemo, ne? Koga vse. Zdaj pa, tukaj imaš pa vsaki tej skupini strokovnjaki, ki imajo različne poglede na to, kaj se mi zdi najboljše. Ne? In potem se zdaj nekdo mora odločiti. Ne? In tisti, ki se mora odločiti, po mojem mnenju, mora biti tisti, ki je plačan za to, da se odloča. Ne? Ali pa ki je bil izbran za to, da se odloča. Se pravi, ne strokovnjaki, ampak politični odločevalci na koncu. Ne? In tukaj imamo mi ogromno nerazumevanje teh dveh različnih vlog. Se mi pa zdi, ne, da bi pa bilo vredno se vprašati potem, kakšne podlage pa te politični odločevalci imajo za odločanje. Ne? V sebi, ne? To rečem, v nekem svojem meritu. Ne? Ker jaz, kar se tiče parlamenta, se strinjam s tem, kar je Matevž rekel. Kar se tiče pa ljudi, ki vodijo egzekutivno oblast, se mi pa zdi, da bi pa počas mogoče morali razmišljati o tem, da se postavijo neki pogoji za zaposlitev na to delovno mesto. Ker v bistvu sta dve delovne mesti, ne, dve službi, kjer ni nobenih pogojev, ne, formalnih. Eno je recimo minister, drugo je pa starš. Ne. Starš je lahko vsak, potem so neke ex-post sankcije, kateri lahko otroka vzamejo. Včasih je na ex-ante prepoved, če si že recimo ugotovljen pedofil mogoče, ampak je dosti več kot to pa ne. Vsak je lahko, nihče ne preverja kvalifikacij, pa je to verjetno najpomembnejša služba. Ne vem pa, če je služba ministra najpomembnejša služba. V eni družbi vedno bolj mislim, da ne. No. V eni normalni družbi ne bi smel biti toliko odvisno od tega, kdo so ministri, ampak še vseeno. Ne. Tam ni nobenih pogojev, razen mislim, da ti državljak. Pa še to, ne vem, če, ja, mislim, da ja. No, v glavnem, tam bi bilo za razmisliti o nekih teh merilih. Zdaj, in potem pa druga stvar, potem je se zanimiv ta del, kjer strokovnjaki pridejo zelo blizu politike in tako iz tega v članku napisala, bodi si začnejo razmišljati o stvareh, ki presegajo njihovo stroko, s čemer ni nič narobe, ker to lahko vsak od nas počne. Samo s tem mora priti tudi odgovornost za odločanje, ne samo za svetovanje. In potem se imaš te strokovnjake, ki so nekje vmes, ki svetujejo in so hkrati tudi najbolj glasni zagovorniki tega, kar so svetovali. Čeprav, kar nimajo več s politiko, ampak samo svetujejo. In potem imaš vse tiste strokovnjake, ki naredijo ta osobni korak, da rečejo pač najbolj ni prav, da cel življenje samo drugim razlagamo, kako bi morali delati. In ja, tam se zgodi en zanimiv preskok. Tako ste prej vprašali, jaz sem rekel, da če bi tisti kolumnist, ki je pisal prej, pa potem, preden sem bil jaz minister, pisal tudi takrat, ko sem bil jaz minister, pa ni mogel, ker je bil minister, bi verjetno bil kar kritičen tudi do tega ministra. Vsi sicer mislim, da malo manj kot da kakšnih drugih, ampak vseeno. In to je pač, se mi zdi, da je vprašanje, ko je postavil poli strokovnjak, ko vstopi v politiko, še vedno deluje kot strokovnjak ali ne, in ali bi moral. Ne? In po moje je odgovor dvakrat ne. Zato, ker pač to, kako deluješ, določa polje, na katerem deluješ, ne to, kaj si. Seveda so razlike lahko in drugič, srednji nivo, osnovna funkcija, vendar ni
strokovno razmišljanje, če prevzame eksekutivno funkcijo v politiki. Tako da, je pa podrečeno, ne, se je zanimivo, da recimo na mestih finančnih ministrov boste malokrat našli ljudi, ki niso bili vsaj približno v tej smeri izobraženi. Na mestih kakšnih drugih ministrov pa pogosto, ne, pa ne govorim za Slovenijo samo. Tako da, ja, druga stvar, no, ki sem jo pa razmišljal, pa bi še to povedal, je pa seveda, koliko je izobrazba, se je to tudi načenje, da formalna izobrazba sploh še kriterij. Se mi zdi, v tem smislu, če lahko zdaj sklepam po osebni izkušnji, jaz sem leta 91 sem bil že v prvem letniku podiplomskega študija. In meni so starši skozi govorili, hod v šole, da boš imel v redu službo. Se pravi v 70 letih, recimo, že. Prav z tega vidika, da mi niso rekli pej po partijo, ne povzel, da sem dobil neko nespodobno povabilo, so bi to odslepali, in sem jih poslušal. Ampak že takrat je bilo to, se pravi izobrazba pod pot do neke, recimo, boljše promocije. Danes pa, tudi če pogledamo trg dela, se mi zdi, da izobrazba formalno redno manj šteje. Iz številnih razlogov, ki po mojem si približno poznamo, ampak veliko štejejo veščine, pa izkušnje in tako naprej. In to je sama formalna izobrazba, po mojem vedno bolj pomembna in vsaj v enem delu. Tukaj po mojem zelo pomembno ločiti te sfere. Imamo to tehnološko, kjer pač najbrž tako, da rečeš, mislim, ne vem, ampak ta primer pilota je klasičen pa zdravnika, tam nihče ne bo hotel imeti ljudi. Zdaj je ta sfera, ki je bolj tehnološka, inženirska, je sfera ekonomska, ki je zelo zanimiva, kjer se da mi že od nekde govorimo, da so ljudje plačani toliko, kot prispevajo, oziroma koliko je njihova mena produktivna sreča pri nas. Kar pomeni, da so plačani glede na svoj prispevek, oziroma glede na svojo zaslužnost, tisto, kar svojim delom prispevajo, k skupnemu rezultatu lastnika, hočemo nekaj. Ampak seveda, če imamo neko firmo, ki ima veliko sleka, se pravi, da ima velike dobičke, recimo pa veliko denarja, mehna, še zlasti pa velika podjetja so zelo podobna državni pravi včasih. Tam seveda pa lahko to nemeritokratskega zaposlovanja v enem delu in tako naprej, da recimo otroci dobijo priložnost, čeprav mogoče niso bili zelo ali pa prijatelji in tako naprej. Ampak tam, kjer te pa konkurenca res vidi, da so učinkovitci, pa po mojem zelo meritokratski, ki se odločiš koga zaposlovati. Še zadnja misel, se mi zdi, da če smo včasih imeli to uravnilo poglede dohodkov, se mi zdi, da zdaj pa počas, če je družba res meritokratska, ali če postaja, ali če najde bila, pa ne bi to temeljilo na recimo izobrazbi ali pa znanju ali naprej, ker sta dva zelo različna forma, sicer veščine pa sploh. Potem bo zdaj prišlo in po mojem že prihaja do neke uravnilovke IQ-ja. Zdaj se, da IQ-ja ne moš uravnavati tako, da bi ga ljudem jemal. Lahko pa stvariš ozračje, v katerem je predstavlja nobene razlike. Veste, ozračje, v katerem je vse, kar, to je zdaj enak konflikt z demokracijo. Ko imamo neko, da ne govorimo o tem provizijo, neko demokratično razpravo nekje, nobeno več ne moš reči, da je idiot. Pa mogoče je, pa mogoče to tudi zelo jasno izkazuje s tem, kar pove. Ampak vsako mnenje je danes zelo zanimivo, tudi to bomo upoštevali tako naprej. In najbolj je, ko se to začne dogajati v pedagoškem procesu. In zdaj sem prepričan, da se to dogaja v pedagoškem procesu, da je dovolj, če se potrudiš.
dodajati, da je praktično vsaka seminarska naloga zadosti v redu. Začne se že seveda zelo zgodaj s tem. In ta vzorc, da pač, in potem, ko človeku rečeš, recimo na družbenem omrežju, tam se še to približno spodob, da je idiot, pa on reče, ja, to pač moje mnenje, se imam pravico do njega. Skratka, ni več, zgublja se ta meritokratski kriterij v javni razpravi. To se mi zdi, vsej včasih nisi smel reči, če bi si bil doktor. Mislim, včasih, ko do doktorjev še malo, v družba druga se to ni najboljša, ampak se to vsako mnenje šteje, ta ideologija pa tudi ni vredna. Tukaj bo treba neko meritokracijo vzpostaviti, težko je pa razmišljati o merilih po tem obdobju, če je razen smisel, se družbe. Hvala za te poglede, tudi za udejanjen paradoks inflacije diplom in doktoratov. Pa mogoče tudi za tale namik v celno seriji in državnih uprav in podjetij prišlo do enega novega fenomena, da so ljudje v resnici marsikdaj celo preveč izobraženi za to, kar počnejo. Da marsikje deluje pravzaprav ta simplifikacija dela v taki meri, da potem to ustvarja in apatijo in letargijo potem pri zaposlenih, ker v resnici potem niti tekme več ne more biti v domiselnosti, bistrosti ali čemkoli. Matej Karlič, veliko konkretno detaljni pogled. Detaljni smer bomo še videli, dobro. Bom začel na nekaj čisto konceptualno. Torej, tako bom rekel, po eni strani sem konceptualno do meritokracije nekoliko skeptičen, pravno zato, ker je nekoliko zmuzljiv koncept. Po drugi strani pa, kolikor je oprijemljiv, ga nekako skušam normativno močno zagovarjati. Zato, ker pač smatram, da so alternative še slabše. Podobno kot je nekoč dejal Churchill za demokracijo, da so pač vse slabše, pa ostale pa še slabše. Zdaj, ena taka, če začnem za tem mogoče kritičnimi pomisleki, ki tudi so, kot je bo že rečeno, tudi marsikje v literaturi tako drugače izraženi. Zdaj, ena težava je, ker prihaja tukaj do neke nekoliko nejasne konflacije oziroma zlitja med tremi zadevami, kot me še preomenila, kaj je merit, v tem smislu. Zdaj, torej, prvič, ali gre za sposobnost, ali nagradujemo sposobnost, potencial, ali nagradujemo prizadevanje, trud, in pa tretje, ali nagradujemo rezultat. V bistvu vsako teh treh stvari ima svoje probleme. Če nagradujemo sposobnost kot tako, na nekaj čin prav gotovo, bom rekel, delujemo, verjetno zelo močno neegalitarno, zato ker v izhodišču so sposobnosti dosti različne in tukaj smo si ljudje, bom rekel ne enaki, vsakor pa različni, definitivno, kajti pač sposobnosti, ki jih posameznik kot tak ima, so dosti močno seveda pogojene, po eni strani z genetiko, po drugi strani z okoljem. Tudi če se zavrne, recimo, kar jaz osebno zavračam, recimo, recimo neodarwinistični redukcionizem Dawkins, naprimer, še vedno pač bomo priznati, geni imajo svoj vpliv, okolje, v katerem odraščaš, ima svoj vpliv. Tako da tukaj je sigurno problem. Glede prizadevnosti, tukaj je že Janez krasno povedal, samo da si prizadevan, največ ni dovolj, ko trdno delaš, ki se nekaj trudiš, ampak več pametnega ne ustvariš, tudi ne vem, je to dobro, da gre vata. In tretji rezultat, to pa je nekoliko potem tautološko. Če se malo pohecam, recimo, če je nekdo, torej,
če delo nekoga rezultira v temu, da zasluži zelo veliko denarja, ja, potem je seveda nagrajen meritokratsko za zelo veliko denarja. To je nekako to, to je nekako tautološko cirkularno. Smo nekoliko, tako bom rekel, včasih pač majavih tleh, ampak kljub temu smatram, da nek način, da stvari, da zaradi teh majavih tal, bom rekel, se sami poanti meritokracije ne smemo odreči, moramo pa na nek način, ja, predvsem o tej vsebini, merita razmišljati, no? To mislim, da je zelo pomembno. Kot prvo, recimo, ja, zdaj, ko govorimo o sposobnostih, potencialih, prizadevanjih, tukaj smo na nek način, bom rekel, podedovali neko tako, bom rekel, enostranskost, ki sega nekako same korenine klasične industrijske družbe. In tudi izobraževanje, kot je bilo večkrat zelo omenjeno v debati, nekako izhaja iz teh korenin. Pač dvolično izobraževanje, katerega dediči smo tudi danes in katerega dediči so tudi današnji sistemi, tudi tisti najbolj bolonski in najbolj krasno polni kompetenc takih in drugačnih. Ja, pač nekako vlečejo svojo dediščino iz časov, ko je bila glavna poanta v bistvu, torej veliko večino ljudi pač ja spremeniti, kako ustvariti v disciplinirano delovno silo, to bo pa fajn pridno delo v fabrikah, neko, bom rekel, malo ožji krog, recimo, pa usposobiti, da bodo recimo znali prepoznavati kompleksne vzorce in potem najti pravo rešitev za te vzorce. Recimo, zdravnik, pravnik, recimo spomnim recimo mojega dermatologa, ko je razlagal kako, samo on tudi dermatolog, lahko, ima se neko napravco za to, ampak samo on, ko vidi unoslamanje na koži, prepozna pravilno vzorc, in ve, da tole pa je benigno, to pa je maligno, recimo, ker on pač to ve, v tem smislu, ker se je za to izšolal v bistvu. No, ampak v resnici, pač v tem, kar se nam dogaja danes, je v bistvu že oboje relativizirano. V bistvu. Torej, ja, pridne delavce, pač ja, seveda, nadomestijo relativno preprosti roboti v resnici, to je vprašanje časa. Prepoznavanje kompleksnih vzorcev, ja, žal, tudi tukaj, če edino, kar znaš v svojem poklicu, to da prepoznaš kompleksni vzorc, recimo diagnoza, potem pač, ja, žal, tudi se ti bolj slabo piše, verjetno, ker umetna inteligenca, ja, seveda, tisti strojček, ki ga je to omenjal, vsega, ja, je pač lahko napredoval, je lahko deležen nadaljnega strojnega učenja, in seveda, ja, v perspektivi, pač kapacitete možganov mnogega dermatologa so omejene, pač strojstvo pa pač naučil, na koncu toliko vzorcev, pa bo pač vse obvladal, tako kot pač recimo, lahko danes pač program za šah, pa program za go, recimo, dejansko pomaga katerem koli človeka na svetu, pač ni ga velemojster, ki bi danes premagal umetno inteligenco, v katerem koli sistemu, ki ima zaprta pravila, če pa ti zaprti sistem pravil, preprosto ni možno tekmovanje. Tukaj v bistvu tudi zato postaja v bistvu izobrazba kot taka v bistvu relativna stvar. Zato, ker so v bistvu neke veščine, ki se jih danes rabi, ki so nujne predvsem neke kreativne veščine, torej neke popolnoma nove kombinacije, torej znajti se v popolnoma odprtih sistemih, to so nekako tiste zadeve, kjer verjetno ljudje vendarle ostajamo na nek način nenadomestljivi in v tem je nekako perspektiva za izobraževanje, ampak težava je v tem, ker katerikoli izobraževalni sistem v tem svetu pač ni za to narejen. Prosto ni za to narejen. To se je krasno videlo, recimo, ko se je prešlo recimo zdaj v COVID krizi na izpite preko Zooma, in tudi na podiplomskem študiju se ti lahko najde profesor, ki bo rekel, jaz pa ne morem dobro preveriti znanja študenta, če vendar ne morem nadzorovati, kaj pa če on plonkal priča. Se pravi, celo na podiplomski stopnji je poanta preverjena znanja še vedno za marsikoga, koliko dobro je znal ponoviti tisto, kar sem jaz povedal oziroma kar piše v knjigi. Pač, zdaj. Skratka,
a res rabiš diplomanta, ne, ki zna ponoviti tisto, kar je tako pozabil, ne, in pa če jasno seveda ne bo nikoli boljši od svoje. Vedno si gospod za ni boljši. Tako da ja, no, ta vsebina, no, kaj je tisto, ne, kar naj bi bil merit, no, to je tisto pojem, s čemer se moramo ukvarjati in tudi vprašanje, ja, teh človeških sposobnosti, ne, moramo jih imati na nekaj čim, ja, mogoče manj enostransko, ne. Pač ja, obstajajo lahko mnoge serije veščin, ne, pač šolstvo je tako, da nagrajuje točno samo določene vrste veščin, recimo, ne, sploh recimo kreativne veščine, ne, pravi se kreativne veščine, kar nekaj spomniš, ne, kot je Janez nakazal, ne, ampak kreativne smislu, ja, da daješ nekaj nove rešitve za probleme, recimo, ne, to pa je na nekaj način nekaj, kar ne samo da ni nagrajeno, včasih spravlja naše učitelje v negotovost, ne, Bog ne daje, če pride učen z odgovorom, da ga ste učitelj prej pomisli, recimo, ne, tako da, ne, to so, ne, po mojem izzivu v teh okvirih, ne, se je treba po mojem lotevati tega vprašanja, ne. Še nekaj, če s tem, ali mogoče predolg, no. Prej je bilo omenjeno, naprimer, ne, recimo, še omenjeno pač teh nekak občutek, ne, da večina knjig zadnjega časa, ne, v anglosaškem svetu, recimo, ne, nekaj čim govori proti meritokraciji, no. Mislim, moja vtis je, da to ni slučaj, ne, zato ker se dejansko to, kar mi, in tudi pridemo se do tega, zakaj pojem meritokracijo vredno braniti, ne, zato ker pač se mi zdi, da je nekaj čim je v bistvu napadena je, no, napadena je in to tako z leve kot z desne v resnici. Namreč, jaz meritokracijo v bistvu povezujem dejansko zelo močno v bistvu z nekim idealom enakosti možnosti, ne, ki je hkrati na nek način socialna, ja seveda, ne, vsakdo mora imeti enako možnost, da realizira svoj potencial, ne, in hkrati liberalna, ne, v smislu, ne, pač, ne, obstaja neka tekma, ne, po kateri seveda ja, postanemo neenaki, ne, vsekakor, ne, in to je en tak, ne, mi ideal, ampak na nek način, ne, je ta ideal ogrožen, torej po eni strani je v bistvu ogrožen, ja, z tem tako zvanim populizmom, ne, tako na desni kot na levi imamo pač visoki populizem, ne, pač, kaj boš pa ti, ne, to bi rekel, ne, se delo nekaj pametnega, kaj boš pa ti nekaj božjega od nas, zato ker si pač biti nekaj pogledal, ne, pač množica, ne, je tista, ki narod v ljudstvo že boljše ve, recimo, ne, in to naredite tako danes na levi kot na desni, to, kar je božje rečeno, tudi Fran je to lepo se Maruša vključil v knjigo, iz Matevža se to pisala, ne, tako je tako, ne, definitivno. Drugo je pa na nek način, tudi bom rekel, ta odnos do univerzalizma, oziroma univerzalizem versus partikularizem, ne. Tukaj Frane je nekako lepo se navezalo, ne, recimo na to Parsonsovo razliko, ne, sociologiji, ne, pripisano, pridobljeno, ne. Ampak tukaj se mi zdi, da imamo mi danes še en drug problem, ne, univerzalizem, partikularizem. Mi imamo danes pohod tega, čemu bi se reklo pač identitetna politika, ki zaznamuje tako levico kot desnico. Identitetna politika na desnici, ne, se pač kaže ja, kot nek nacionalizem, ksenofobija, ne, naši so boljši kot oni drugi, ne, bojimo se tujcev, bojimo se nekih čudnih mašin in takih drugačnih, ki so nam grožnje in tako dalje, ne, kar je seveda ja, skregano z enakimi možnostmi, prav gotovo, ne. In na drugi strani levica, ne, se prav tako, ne, vedno bolj, ne, nekako namesto, da bi pač se fokusirala na, bom rekel, zagotavljanje predvsem ekonomsko enakih možnosti, ne, nekaj še fokusira na pač, ne, to neko realno ali bodo včasih namišljeno razdeljenost družbe, ne, na take in drugačne, ne, in potem pač vsakim posebej moraš ukvarjati, ne. Seveda ja, včasih moraš res neke točne skupine nekoliko privilegirati, da odpraviš neke prikrajšanosti. To drži seveda, ne. Ampak ko je pa to skrajnost, ne, ko se vsako sekcijo, vsako skupino, vsako raso, vsako etnijo, vsako spolno manjšino obravnava kot nekaj čisto posebnega, ne, se pa tudi v bistvu ogrozi, ne, neka načela enakosti in možnosti. Ne. Tako da jaz tukaj vidim nekak napad, no, na meritokracijo in napad na univerzalizem, v tisti ideji, da smo vsi ljudje enaki, ne, enaki ne glede na barvo kože, politično prepričanje, spolno usmerjenost, ne, raso, karkoli, da že, recimo, ne, je v bistvu nekaj čim napadeno, no, za to, temu, no, identitetno politiko in s tem je ogrožena tudi, ne, enakost možnosti in s tem je ogrožena tudi na nek način meritokracija. No, in to po mojem, ja, precej podobno, tako z leve kot z desne. Zato tudi moje ni slučajno, no.
da nekako je duh časa, ne, dosti močno nadeljen proti meritokraciji in tukaj se imate da te meritokracijo obraniti. No, to je definitivno. No, tako da toliko od moje strani. Hvala. Smo to točno naredili krok. Najbolj bom imel še kakšen pravni uvid dr. Marka Novaka v meritokraciji. Ja, hvala lepa. Seveda se bi tukaj strinjal z predhodniki. Veliko zanimivega je bilo predstavljanje. Jaz seveda lahko dodam samo ta bolj partikularen, če lahko rečem, vidik, ne, z vidika pravniškega izobraževanja oziroma kdo je v pravniškem poklicu, no, kakšni naj bi bili ti meritokratski standardi. Ne. Jaz nisem zasledil, no, sicer v tej neki mednarodni literaturi, no, da bi se v zvezi s tem vse na Zahodu kakšni posebni problemi odpirali razen nekih klasičnih problemov v ZDA, kar se tiče enakih možnosti in tako naprej. Ne. Ampak seveda ne rabimo, ne, se tja ozirati, ker imamo dovolj sami teh problemov. Ne. Seveda se pa tukaj odpira predvsem problem postsocializma, ne, in jasno predvsem znotraj Evrope, Evropske unije, ne, predvsem ta problem vzhodne, srednje Evrope, samega postsocializma in jasno z to revitalizacijo pravniškega poklica, če lahko tako rečem. Ne. Če lahko izhajamo, seveda jasno, tukaj je kar nekaj teh študij bilo, kar se tiče vpliva jasno te ideologije, ne, odmiranje države in prava, ne, tudi seveda na sam pravniški poklic, seveda se je z, lahko bi rekel, no, s to demokratizacijo so se zadeve spremenile, ne, ampak je še kar nekaj, lahko bi rekel, teh poti, ne, in tudi sam vidim, bi rekel, še precej rezerv, ne, na tem področju. Ne. Tako da, če bi nekako šel po vrsti, bi se tudi strinjal s tem, no, tudi sam kot pedagog, ne, bi si želel jasno pri razvijanju tega talenta se strinjam, da ni več ta, bi rekel, toliko pomemben ta sistem, bog ne daj memoriranje, ne, če lahko rečem, ne, ampak predvsem veščin ustvarjalnosti. Ne. Jasno, tudi seveda v pravu, ne, še posebej više, ko gremo na neki, v nekem sistemu razreševanja problemov, ne, so to izrazito odprti sistemi, ne, če lahko tako rečem, sej jasno, tudi samo besedilo pravnih aktov je tako imenovano, je odprtost njegove besedilnosti, ne, in je tukaj seveda predvsem tega znanja veliko potrebnega, ampak ne samo tudi tega, ampak tudi, bi rekel, uporabe tega znanja, ne, v smislu ustvarjalnega razreševanja teh problemov. Ne. To so neke, bi rekel, neke veščine, ki presegajo seveda neko enostavno, ko bi rekel, akumulacijo, ne, samo nekega znanja, ampak ki rabi konec koncev celo nekaj vaje, nekaj vajeništva in tako naprej. Ne. In jaz si sam tukaj menim, da je celo manj več, ne toliko študente, bi rekel, z nekimi teorijami trpati, ne, ampak da jih pokaži, kako se en primer reši, ne, kakve dileme so in tako naprej. Ne. Tega je veliko več bilo v teh, jasno, v tradiciji, zgodovini anglosaškega oziroma anglo-ameriškega izobraževanja, ker so pravniki pravzaprav se učili poklica v praksi, ne, in šele bistveno kasneje potem na te. Ne rečem, da seveda je tudi ogromno jasno tega znanja potrebnega, ne, ampak če ti metodološko ne boš sposoben, bi rekel, razreševati nekih vprašanj, ne, takih, na ta ustvarjalni način, ne, potem vse tisto znanje ne bo kaj dosti, bi rekel, pomagalo niti. Ne. In v tem smislu sem tudi kritičen do načina, bi rekel, izobraževanja. Že ta način mature, zrelostni izpit, ok, ja, ne, ampak, kar se prava tiče, to ne pomaga veliko. Ne. Po mojem mnenju bi veliko bolje bili neki sprejemni izpiti. Ne. Pa če tudi mature ni,
ne, če tudi mature ni, sprejemni izpiti, kjer bi se iskala tista neka posebna znanja, kjer bi se iskali tisti talenti. Tukaj je potrebna neka predvsem logika, ampak taka logika, praktična logika, neformalna logika, ne, praktično razmišljanje in tako naprej. Ne. To bi tak bil aspekt. Pa seveda jasno tudi mogoče pridobiti neke talente v pravo, recimo iz srednjih šol. Ne. Tudi mogoče čeprav je res je problem, ne, kaj ti mlademu človeku približati nekaj abstraktno, bi rekel, to področje je mogoče malo težje. Ne. Potem drugi tak aspekt, pa čisto, bi rekel, partikularno slovensko razmišljanje je seveda ta nesrečni pravniški državni izpit, ki se ga reformira že vsej kakšnih, makar pa eno, sam sem ga pred kar nekaj leti opravljal in od takrat se nič ni spremenilo, ne. Ti kandidati še vedno na roke pišejo sodbe dolge tam 10 strani in tako naprej, ne. Tako da tukaj, ampak tukaj očitno se nekako tudi, bi rekel, sama stroka nekako se je mogoče malo, no, niti se ni poenotila, ne, politika to ni zagrabila, bili so neki poskusi in tako naprej, ker se tukaj odpirajo vprašanja, ne. To je seveda tudi mogoče ena pot naprej v to, kako kvalitetne sodnike bomo imeli tako naprej. Ali dobimo res tiste prave, bi rekel, tiste najbolj sposobne noter v sistem in tako naprej. Se pravi, poleg samega vhoda na fakulteto je potem neko dodatno sito izjemno pomembno, jasno tudi ta regrutacija v te pravniške poklice, ne, v sodnike, v sodniški poklic, v tožilski poklic. Ne. Tukaj seveda bi morali imeti najboljše kandidate. Ne. Seveda sodniki, jasno, da sam štejem kot najboljši, kako bi rekel, ta profil, ne. Ali tukaj smo, tukaj je ogromno še enih rezerv, ne. Ogromno enih rezerv. Nimamo recimo, mogoče bi neka sodniška akademija, neka manjša bila bolj primerna, kjer bi se potem recimo tudi lahko skozi neke simulacije primerov lahko učili bodoči sodniki in tako naprej. Ne. A potem seveda tudi ena taka pereča spet pot je akademski svet. Ne. Akademski svet se mi zdi bolj ali manj še vedno v feudalizmu. Ne. Kajti nimamo nekega sistema, kako pa bomo zdaj, vse je nekako prepuščeno bolj nekim takim otočkom tega odnosa profesor-asistent in tako naprej. Ne. In potem jasno čakanje, ne, da bo ubogi profesor, bi rekel, šel v penzijo, ne, da ga bo lahko asistent nadomestil in tako naprej. Ne. Tukaj nimamo mi razdelanega nekega koncepta, čeprav seveda je na drugi strani, pa pogledamo recimo neko, težko se primerjamo, pogledamo neko Veliko Britanijo, tam je enostavno se prijavi že nek sistem, ne, in tam so potem neki intervjuji in tako naprej in nekako prideš seveda po nekih zaslugah, po nekih referencah in tako naprej, ne, do določenega mesta. Bi pa mogoče samo še to, no, da ne bom predolg, zaključil z refleksijo na to ugotovitev, s katero se popolnoma strinjam, ne, iz samega prispevka o tem, bi rekel, klientelistično, jaz bi dodal še nepotistične, ne, modelu družbene regulacije v sozvočju z tem, ne, z egalitarnim. Ne. Tukaj bi lahko egalitarno uravnilovskim, bi rekel, elementom, ne, ki deluje v sredozemskem okolju, ne, kamor je tudi nekako Slovenija bila dodana, pa jaz bi rekel, dodana v smislu, dobro, vse te meje na Balkanu in tako naprej, ne, jaz tudi vidim, no, zanimivo je, ne, če malo primerjamo z delovanjem vseh sodnih sistemov, ne, ta primerjava z balkansko-sredozemskim bazenom, ne, kjer so tudi rezultati, vse, kjer se učinkovitosti sodstva in tako naprej zelo poznajo. Ne. Na drugi strani je pa ta germansko-srednjeevropsko-skandinavski model, ne, ki od tega odstopa in seveda od tem nekem klientelističnem, nepottističnem, egalitarističnem, v smislu uravnilovke sistemov bi
lahko samo nekako potrdil. Toliko zaenkrat, lahko bi razpravljali še na dolgo in široko, ampak mogoče še kaj za kasneje. Ne? Hvala. Izbira sito je očitno eden izmed ključev. Moja izbira za nadaljevanje bi bila pa pravzaprav ta, da bi predlagal, da morda vsak si najde kakšno repliko na koga izmed predhodnikov. Jaz eno že imam, me je Matej spomnil namreč na nekaj, kar je pa po moje, s tem, ko se govorimo o tem, kaj zdaj ocenjujemo, kot se slubo. V resnici je med vsemi temi mentalisti, ki ga omenjate, meritokracija edini, ki zahteva, da nekdo nekoga ocenjuje. Pri klientelizmu je treba pač samo preveriti, kje je in tako naprej. In se mi zdi tudi iz mojih izkušenj, da imamo vsaj v Sloveniji izreden problem s tem, da nekdo nekoga ocenjuje. In to tisti, ki bi morali, ki smo v opoziciji, v kateri moraš ocenjevati. In da pač čas bežimo od tega z nekim poskusi objektivizacije ocenjevanja, ki je v končni točki vedno subjektivno. In ta objektivizacija se seveda potem v večini sistemov izteče v birokratizacijo tega ocenjevanja. Se pač točkuje stvari, se upošteva samo stvari, ki se lahko merijo. Jaz sem recimo enkrat bil, ko so izgledali enega profesorja nekje v Trini, pa so mu rekli, da je nam 2 članka, pa jih bomo prebrali. In potem so res prebrali, so diskutirali o tem, a si predstavljamo, da je ta človek naš kolega naslednjih 10 let. Pa nas jih noben ne prebere, čeprav jih možda se pa prešteje koliko profesor prebral. Samo pa en primer, ampak karkoli pogledaš, če pogledate evolucijo, celo svoje štipendije na koncu, ki ne bi talente, ki smo zadnji što raziskovali, ki ne bi talente spodbujali. Če pogledate, 25% ali koliko približno otrok so šoli identificirali kot nadarje. Ne, to zato, ker si s to nobenemu ne bomo reči, da ni. Hočem reči, skratka, zatekamo se neke te formalistične mehanizme, ampak to najbolj ni ta prava meritokracija, ampak je neka birokratizacija tega. Čeprav jaz tudi vedno, ko me sprašujejo za točke ARLS-ja, rečem, da je to še zmer boljši mehanizem, kot si ti pa tem prej rekel, kot ono, kar je bilo prej. To so pa prijatelji rekli, da prijatelji so super znanstveniki, oni pa niso bili prijatelji, pa ne. Zdaj nas je že to, da bi lahko 2 panela naredili, pa gen panel svoje, pa drug panel svoje. Ampak vse je mogoče, so neke te točke, vse je bolj objektivne. Pa veš, na kaj se moraš fokusirati, pa veš, da če to dosežeš, boš prišel skozi. Mislim, tako da je vprašanje, kaj da boš, ampak definitivno pa manjka tista poguma za ocenjevanje, da bi rekel, če moraš razdeliti uspešnost, da boš njemu dal več, ker jaz ocenjujem, da je bolj uspešen. Jaz vem, kako ta človek dela, ali ni treba to delati. Ne, pol se delajo ocenjevanje lističi, kriteriji, točkovanja in tako naprej. V bistvu, to, kar pripreduješ, tako ocenjevanje predpostavlja suverenost, poznanje ocenjevalca. Ni bolj enostavno birokratizacija, ker imaš točke in si odvezan odgovornosti. Odvezan odgovornosti, točno. Predvsem moraš biti pripričan, da si ti sam prišel po meritokratskem sistemu na ta položaj, ki je zdaj lahko drugo ocenjevalca. Pa mogoče ne, Ti bodo to priznali drugi, To je ta suverenost, ta prava suverenost. Če lahko sem pogrešen, to je tak zelo resen problem, sploh, če se hočeš premakniti od tega, zelo formalističnega znanja, recimo, katerim da ocenjuješ kreativnost, uspešnost v kreaciji, recimo, takrat postane v bistvu ocenjevanje še bolj zapleteno v resnici. Tako da dejansko tukaj imamo zelo resne izzive, ki da priznam, takih nima, v bistvu zares odgovora, razen mogoče pač o kombinacije, v ciklu, kombinacija ličnih kriterijev, pošteva, da je seveda več tudi več ve, ne enega ocenjevalca, več ocenjevalcev, recimo, ampak dejansko, če sprav čudež za rešitve, pa tukaj
mojem nimamo, ne. Ali je to problem predvsem Slovenije? Ne, to je širše, to je veliko širše. Ne, pač vse, podobna zadeva, recimo, ne, če hočejo so evropski projekti, recimo, primer, ne. Zdaj, recimo, prijavljamo veliko za evropske projekte in jih kakšne dobimo uspešno in tako naprej, tudi izvajamo. Ampak ja, seveda, zakaj gre v bistvu, ne, pač ocenjevalc, ne, na neki način je naučeno, ne, da mora slediti, ne, kjere fraze se pojavljajo, ne, v tem smislu, kjeri elementi morajo biti vključeni, ne, in ko se prijavljaš, ne, se naučiš to skozi procesa, ne, aha, uporabim te fraze, tukaj take, pa take in tako naprej, recimo, ne, in pač vem, če bo pač fraza to razporejena, bo stvar pošla skozi, recimo, ne, kar je vprašanje, ne, koliko je to, recimo, ne, zdaj, ne, spet, je mentokratsko, ampak je in ni, no, v tem smislu, recimo, ne. Tako da, te problemi so širši, to ni v Sloveniji, ne, to je veliko, to je globalni problem. Tudi to, kar sem recimo omenil prej o izobraževanju, da bomo tukaj ni problem v Sloveniji. Mi smo pogosto prepričani, da imamo mi vse najslabše v tem svetu, recimo, ne. Da vse težave, ne, z norimi levičarji, norimi desničarji, ne, čudnim izobraževanjem, ne, krivicami in tako, da je to neka pa naša posebnost. Ne, ni v smislu, ne. To je tisti velikanske večine problemov, ki smo dosti govorili, so v bistvu globalni problemi. Jaz sem zdaj na osnovi teh dveh razprav, ki ste jih imela Matej, pa Šuštaršič Janez, nekako vas sta govorila o zaprtih sistemih, ne, izobraževanje je vsekako zaprt sistem. Že od osnovne šole, če gledate kurikulume in pa vse dol do doktoratov, ker to, kar se ti v osnovni šoli učiš, če potem postaneš doktor znanosti, to pelješ sabo, ne? To je tista osnova, ki se je sidra. In tokrat se govori, da mogli izobraževalni sistem spremeniti, tudi v drugih državah, ne bom govorila, jaz sem nekaj časa delala na Centru za razvoj univerze mastodont, ki ne moš niti, če kakšne mišino tudi pogledali, ampak drugače to spremeniti, ne verjetno. Verjetno to so vse zaprti sistemi, ki rabijo velike reforme, to pa veste, kaj pomeni velika reforma. Vi ste govorili pa o tem strokovnjak politik, ne? In sem razumela tudi zaprt sistem, ko si strokovnjak, ne, si strokovnjak. Ko si politik, čeprav dobro vemo, da Žusovci, ne, znala vedno knjiga politika kot poklic, ampak tega zdaj v tej fazi zgodovinski, ko gledamo ne samo tudi v Sloveniji, ampak tudi okol, ne vem, kaj ne temu rečemo, populistična politika, nek tazga, imamo pač te osebnosti, ki zelo veliko manjka, no, izjemoma naš sedanji predsednik, ki je že tako dolgo v politiki. Ne moramo govoriti, da imajo kakšen poklic za politiko, ne, mislim pač, razen tisti, ki so doživljenjsko v sistemu. Tako da, pa en izziv, ne, za vas, kaj ti, pa sem razmišljala o intermediarnih mehanizmih, ki bi lahko te dokaj zaprte sisteme povezvali na meritokratskih principih in sem prišla do novinarstva, do medijev. Da bi pravzaprav mediji lahko bili tisti, ki širijo prvič znanje, ki bi upoštevali znanje, ki bi bili objektivni, vidimo si objektivne, se pravi, izbira na osnovu znanja, kar zdaj plahni v zadnjem času, ne, smo pričali totalni eroziji nekih neutralnih strokovnih razprav, tudi objave so nemogoče, če nisi v neki škuri, ki trenutno teče, bodi si politični, bodi si že kar rumeno tiskovsko popularni, ne. Tako da so pa rekli, ja, mediji bi lahko bili neka intermediarna, ki bi lahko na vsa področja segli in področja povezovali, če bi imeli neke principe, ki ste rekli, meri to, ne kracija, ampak tisti prvi del, ne, pa vas malo izziva. V bistvu imate prav, ampak je samo en droben problem. Da meritokracija ni kriterij prosperitete v žurnalizmu.
Zdaj, če vzamemo takole, že zelo preprosto. Nekoč so bili cenjeni te, ki so znali pisati na ravni sloga, stila, ne? In tudi pisatelji so potem gostovali kot feljtonisti na prvih straneh. Zdaj, sposobnost pisanja, artikuliranja, to pravzaprav običajno ni kriterij. Drugo, sposobnost oziroma poznavanje vedenja, znanja, poznavanja zgodovine, konec koncev se često zgodi, da ljudje, ki recimo pišejo o politiki, pozna politike toliko, kakor jo sam aktivno spremljal. Čez tam, ne vem, 30 let, pozna zadnjih 10 let politike, zgodovine. Skratka, zgodovine niti žurnalizma ni, niti zgodovine drugih let. Tako da jaz se bojim in tudi po drugi strani je žurnalizem področje, ki je izrazito podplačan. En handicap žurnalistov je seveda to, da potem so zvezdniki ne bodo okoli jamali, kako malo zaslužijo. Po drugi strani je pa res tudi, da vsaj v teh medijih, ki so slikovni ali pa na odziv, kot so spletne strani, se pravzaprav često meri kot kriterij uspešnosti, koliko je feedbacka, koliko je tovrstnih odzivov, zato pa rabiš ti drug princip. Moraš biti radikalen. Moraš biti radikalen, skrajen in to je pa pravzaprav na nek način avtomatizem, to ni mišljenje. Za skrajno točko pač vidiš, kaj bo najbolj nemogoče in se potem oglasiš. Iz tega stališča mislim, da je vaša ideja zelo zbodljivo smiselna, ampak v resnici nerealizabilna. Jaz bi povabil Matevža, če kakšni repliki na karkoli. Tukaj vidimo, da to z meritokracijo, čeprav tudi jaz, to kot princip, kot tip regulacije, kot sta zapisala tukaj Franja in Maruša, ga načelno podpiram. Ampak ja, je pa to nekaj, kar je vse prej kot enoznačno. In tudi, recimo, te odpori zoper meritokracijo, to recimo, kar se ti Matej govoril, vendar mislim, da jih je na nek način mogoče razumeti. Ne, da bi se z njimi strinjal, ali pa da bi jih smatrali, da so upravičeni, ampak ja, tudi recimo, tako kot je mogoče razumeti populizem. Če rečemo, da gre to dvoje nekako z roko v roki, kot recimo izraz na eni strani nekih negotovosti, povezanih in z globalizacijo, in z vsem, kar se dogaja, recimo ali na ravni Evropske unije, ali na raznih področjih, se pravi neka negotovost ljudi, ki pač jih sili k temu, da mogoče iščejo neke take bolj preproste rešitve, kot recimo odpor zoper neke etablirane elite, tako politične kot ostale, ki dejansko nekako se pogosto obnašajo kot zelo odtujene, zelo kot da bi dejansko bile same po sebi nek zaprt sistem, kot da bi živeli v neki svoji usporedni realnosti, in če se poveže še meritokracijo z elitizmom, kar nekateri počnejo, da to v bistvu nekako enačijo, oziroma smatrajo, da je meritokracija zgolj neka legitimizacija obstoječe elitističnega ustroja, potem da potem dobi ta pojem negativno konotacijo, potem je na nek način razumljivo. In tudi jaz se strinjam seveda, da je treba v tem smislu braniti to meritokracijo pred to vrstnimi napadi, hkrati pa je treba tudi marsikaj spremeniti v ravnanje etabliranih elit. Zato, da ali populizem, ali nasprotovanje meritokraciji, da ne bo to tako velike podpore deležno. Jaz bi pa Maruša vseeno vprašal tisto, kar ste prej nakazali. Kaj je prinesel različen koncept šolstva v Singapuru in na Japonskem? Jaz bi se tukaj mogoče malo navezala tako to, kar je Matej rekel, da v bistvu cel ta koncept, da kaj je prišlo do teh razlik, je v bistvu prav zaradi tega, ker Japonska recimo s temi zanačenimi nekako imela v mislih merit oziroma zaslužnost kot trud, se pravi, zdaj bomo nagrajevali, kdo se bo znotraj tega enakega sistema najbolj potrudil,
Medtem ko Singapur ima pa v bistvu to idejo sposobnosti. Se pravi, mi bomo zdaj identificirali tiste, ki so že v osnovi najbolj sposobni, ki imajo največ talenta in pač bomo nagrajevali tem nekako korida naprej. To, zelo težko je reči, kaj eden od teh sistemov prinese potem naprej. Stvari so zelo bolj kompleksne in vpetajo neke širše družbene zadeve, ampak Singapur je dolgo časa veljal, oziroma še vedno nekako velja kot neko meritokratska država, kjer je zelo veliko teh nekih principov, ki so v družbi vzpostavljeni. Je pa tudi dalje časa zelo veliko kritik tega, da še vedno se je take kritike, ki se pojavljajo, da to gre za neko elito, ki se je zdaj ustvarila, ki se potem reproducira s tem, ko se že v osnovi segregira otroke, ki so potem dostikrat boljši na nekih testih, ker imajo tudi drugačno vzgojo, ker prihajajo iz teh družin, imajo več možnosti, da že v začetku v zgodnem otroštvu nekako razvijajo svoje talente, svoje sposobnosti in tako naprej. To so vedno dileme, kdaj je zdaj ta točka, kako peljemo neko ugotavljanje, kdo je zdaj zaslužen, pa kdo. Ne samo kaj merimo, ampak tudi kdaj, recimo. Ali bomo to zdaj delali že v začetku v osnovnih šolah, ali je to potem, ko se pride iz šole, ali potem to takrat, ko jih nekako smerjamo v šolstvo. To se mi zdi, da je zelo taka debata, ki več čas poteka v različnih družbah, v različnih načinih. In sama nimam nekaj odgovora na to, kaj je v bistvu ta. A se motimo, mislim, da tudi primerjalno testi so bili, je Singapur strašno visoko. Bil je včasih prvi na svetu, po določenih, mislim, da znanje matematike, pa te zadeve, mislim, da recimo, ne? Ja, so bili zelo visoko v tem testih, mislim, predvsej prihajati države. Je pa tukaj problem z demokracijo, seveda, ne? Singapur. Mislim, da je njihov predsednik, ne vem, ali kakšno ljudi točno imajo, ampak je izjavil, če bi imeli demokracijo, nikoli ne bi tukaj bili, kjer smo. Ne? To še posebej v smislu teh novih tehnologij, nadziranja in vsega tega. Ne? Tako da tukaj je mogoče neka potencijalna past, ne? Oziroma koliko demokracija ogroža meritokracijo in tako naprej. Mislim, ogroža. Koliko je nekompatibilno, v katerem delu. No? To je pa že, bi rekel, podobno tudi Kitajski. Ne? Ja, Kitajska ni samo avtoritarna družba, oziroma vodena na avtokratski način, brez demokracije, kot je recimo poznamo v Evropi, ampak je tudi država ali pa družba, ki pozna določene vidike meritokracije, ne, in ki vključuje v delovanje določenih organov, določenih institucij, ljudi, ki imajo, da tako rečemo, najboljše reference. Ne. To je, seveda, izhaja že iz konfucijanske tradicije, ki vemo, je v zadnjih 10-20 letih se na novo obudila in kot nekakšen, rekel, kakšna ideologija, ki jo pač tudi kitajske oblasti pač dopuščajo, ne, in jim koristi. V bistvu, tako da je ta cela Azija, vzhodna Azija je v bistvu v tem kontekstu. Ne. Ja. Drugač, če jaz morda še rekel to zaključno misel, čisto kratko, kot sem že prej rekel, torej jaz bi, zdaj vemo, da o meritokraciji zelo malo vemo. Ne. Torej, edino, kar se strinjamo, ne, kar je Matej pač ponavljal in kar imamo tudi v članku, ne, da je zelo težko najti neko alternativo, ki bi bila boljša od meritokracije, zato je nespametno, ne, meritokracijo a priori zavračati. Predno gremo pač vse analize in detajle. Ne. V tem smislu pač ti, ki to delajo, pa nekako nimajo prav. Ampak tukaj bi jaz takoj ločil, ne, torej, ko govorimo o meritokraciji, družbeni vidik, ne, pa družbeno funkcijo, vključujoč tudi politiko, se pravi demokracijo, koliko je to. In po drugi strani mogoče še izobraževanje, posebno kategorijo, in na drugi strani pa vprašanje organizacije, strukturacije in aktivizacije znanja, oziroma vednosti. Se pravi, vprašanje je, torej, kako obstoječe in bodoče znanje v nastajanju, ne,
lahko uporabimo za rešitev teh družbenih dilem, družbenih problemov, družbenih kriz. Ne? Kaj moramo v tem smislu narediti, na kaj se moramo ozirati, katere, ne, pa pride na ta pojem merit, ne, zasluge, katere zasluge so pravzaprav zdaj najpomembnejše. Ne, da je bilo recimo spostavljena kreativnost. Recimo, to se ima tudi problem merjenja oziroma objektiviziranja, kdo je zdaj, v umetnosti je to recimo mogoče malo lažje, ne? Še teže. Teže. No, skratka, jaz bi tukaj poudarjal in tudi v tekstu je to nekako vsaj bi rekel omenjeno, da je zelo pomembna torej seveda profesija, ne? Visoka stopnja znanja v nekih profesiji, ampak tudi profesionalna avtonomija, profesionalna integriteta. Mi imamo znanje, različne vrste znanja, specialno znanje, specializirano znanje, mi to rabimo. Ne? Recimo, smo prej imeli zdravnike, so zelo specializirani. Ne? Ampak rabimo pa tudi neko vrsto, tako rečem, sintetičnega znanja. Ne? Rabimo neko vrsto interdisciplinarnega ali pa transdisciplinarnega znanja. Ne? Kako do tega prideti? Kako vprašanje vključitve različnih subjektov, akterjev, ki imajo pač določene vrste znanja. Kako to znanje vključiti in kako ga uporabiti. In tukaj so pa težave. Ne? Tukaj so pa absolutno velike težave, ne? Ki zdaj v enih družbah jih mogoče malo lažje rešujejo, pri nas sorazmerno težko, ker smo kot družba polarizirani politično in mogoče še na kakšen drug način in težko pridemo do nekega soglasja. Ne? Tudi poznamo pač tudi te probleme z zaupanjem in tako naprej. Ne? Torej, stvariti neko klimo v družbi, ne, ki bi dovoljevala, da se ta različna znanja nekako sestavijo, ne, se poskuša vključiti čim več ljudi, ne, z različnimi oblikami znanja. In med drugim bi jaz poudaril, kar je bilo prej, recimo, zakaj SARS je bil že pred 15 leti in zakaj smo zdaj to pozabili. Ne. Ker se pač naši možgani so prilagojeni kratkoročnemu mišljenju. Ne? In psihološko se pa izogibamo traumatičnim trenutkom, tako da jih potlačimo. Ne? Pa še drugi vidiki so politični, finančni, ker bi bilo treba investirati in v tistem hipu pa ni bilo prave volje in pa se je to pozabilo in pač prišla je druga naslednja epidemija, katera nismo bili pripravljeni. Ne? Torej, ta vidik dolgoročnega načrtovanja, dolgoročnega mišljenja, ne, in sposobnosti sodelovanja v interdisciplinarnih diskusijah in timih, to se mi zdi nek zelo pomemben vidik meritokracije oziroma tega pojma merit, ne, zasluge. No, Ja, jaz se zahvaljujem. Mogoče ob tem, ko si zdaj omenil, oziroma že ob prejšnji dr. Podmenikove pozabljanju na SARS, na en moment, ki je zelo ignoriran. Govorimo veliko o vedenju, znanju, zelo malo pa o pozabljanju. O pozabljanju ne samo zgodovine, ampak izrivanju iz spomine, kar je tudi pravzaprav resna disciplina, ki ima zelo malo zaenkrat proučevanja oziroma samozavedanja. Glede na potencial zunanje temperature, mislim, da smo kar zelo uspeli dolgo vztrajati in da se vam vsem skupaj zahvalim.